Spoštovani, sem prav lep pozdrav na današnji seji. Ko govorimo o ustavi, velja eno temeljno ustavno načelo. Ustavo je treba brati kot celoto. In če to storimo v povezavi s temo, o kateri govorimo danes, potem lahko začnemo že kar 67. In pa nadaljnjimi členi. Kaj ta pravi? Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. To se pravi, ne glede na to, kdo je lastnik, mora spoštovati ustavno načelo, da mora biti spoštovana njena ekološka funkcija. Država je pa dolžna zagotavljati vse pogoje in predpise za izpolnjevanje tega člena. Ta člen je v ustavo bil zapisan na izrecno iniciativo dejanskega očeta slovenske samostojnosti, dr. Jožeta Pučnika. Nanj se prepogosto pozablja, to, da v ustavi je in treba ga je spoštovati. Pa se večina stvari, o katerih danes govorimo, reši že na ta način. Če gremo po ustavi še nekoliko naprej, pridemo do 70. člena, javno dobro in naravna bogastva. Najbrž ga ni, ki bi se ne strinjal z načelom, da je naravni vir zdrave pitne vode naravno bogastvo. Celo vse redkejše, vse bolj pomembno, vse bolj dragoceno naravno bogastvo. In kaj pravi ustava? Prvi odstavek je prebrala že predstavnica vlade. Zato preberem naprej. Zakon določa pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati naravna bogastva. To se pravi, samo v okviru zakona se jih sploh lahko izkorišča. In drugo, zakon lahko določi, da smejo naravna bogastva izkoriščati tudi tuje osebe in določi pogoje za izkoriščanje. Vse torej, kar naj bi danes urejali na ustavno-pravni ravni, je na tej ustavni podlagi mogoče, dopustno in celo nujno urediti z zakonom. Ustavna podlaga in, kar je najbolj bistveno, ustavna zaščita naravnega bogastva že obstaja, gospe in gospodje. Samo prebrati je treba ustavo. Potem pa gremo še naprej. Če bi se postavili na stališče, da to zajema samo naravne vire, je tu še 72. člen, ki se glasi: vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. In seveda naprej še določa, da če nekdo povzroči škodo, jo je dolžen poravnati in storjeno popraviti. To se pravi, ne samo, da so zaščiteni vodni viri kot naravno bogastvo, zaščitene so vse vode, ker so sestavni del zdravega življenjskega okolja. Vse torej, o čemer ne bi danes odločali, je že ustavno pravno zaščiteno. Če pa se to ne spoštuje, pa je treba povedati, da velja načelo politologije, da je samo 1/3 pravna norma, 2/3 je pa tisti, ki pač pravno normo izvaja. In zato je nekoliko nenavadna situacija, da na to stanje opozarja v bistvu prejšnja vlada, na rekovajih, sedanja vlada SMC pa je na nedeljski konferenci to postavila kot svoje največjo nalogo in pridobitev v tem mandatu. Zaščititi nekaj, kar je ustavno pravno že zaščiteno, pa se očitno ne izvaja ravno na najboljši možen način. No, pri tej zgodbi je bilo tudi zelo veliko demagogije. Veliko se je govorilo o tem, da recimo en tuj pivovarski velikan je zdaj lastnik ne vem koliko vodnih virov v Sloveniji in da je to treba odpraviti in zaščititi ne vem kaj. To je pač tisto igranje na socialistični refleks, ampak tisto, kar je tragikomično pri tej zgodbi, to kot argument seveda nima zveze s tem, kar danes obravnavamo. Kajti danes obravnavamo vprašanje virov naravne pitne vode. To se pravi, se industrijskih in pa tistih, ki so namenjeni za podjetništvo, to pravzaprav ne dotika. Razen tistem delu, ko pravi, da imajo pač tam, kjer so dvojni, da je pač zasebno, mislim, da je za zasebnike, za ljudi dostop pač
v prednosti. Vse torej je že urejeno, gospe in gospodje. In kaj je torej to, kar se danes dogaja? Očitno veliko hrupa za nič, kot je en zelo znan pisatelj povedal v preteklosti. Na koncu, če zelo dobro preberemo in premislimo te ustavne norme, ki sem jih prebral, in pogledamo, kaj se zdaj predlaga, boste videli, da je vse že zajeto, če to hočemo videti in izvajati. Vse je že zaščiteno. Naravna bogatstva so zaščitena, zdravo okolje, voda je sestavni del zdravega okolja, vse že uživa ustavno pravno varstvo. In na koncu pravzaprav je edino, ker ostane tisto načelo noter, kdo ne bi izvajal oskrbo z vodo oziroma transport vode po vodovodih. In to ne bi bile lokalne skupnosti. To je edino, ker je v bistvu taga, je pa to velikansko vprašanje, če je to prvič sploh lahko ustavna norma, če to sodi ustavno normo, potem se da zelo veliko reči, Drugo pa tudi, ali bo to zmeraj res idealna rešitev, sigurno je dobra rešitev, ali bo zmeraj idealna. Če bo kdaj kakšna fovšija, pa med sosedski spor je lahko to tudi lahko problem pod določenimi pogoji. To se pravi, najbrž ni preveč pametno to čisto zabetonirati v ustavi. Žal mi je, če sem komu zdaj pokvaril veselje pri tem, kar je bil namen, ampak treba je ustavo prebrati. In potem bi vedeli, da je voda kot naravno bogatstvo, se pravi viri naravne pitne vode, že zaščiteni na ustavno-pravni ravni. Da celo zakon po ustavni normi lahko določi, da se pravi ni nujno, lahko določi, da ne smejo naravna bogatstva izkoriščati tudi tujci. Samo če jim zakonom to dovolimo. To že vse zdaj piše v ustavi. Zato ni treba nobene ustave spremeniti. In potem se lahko postavimo na vprašanje, kaj pravzaprav pomeni ustavna norma. Vsak ima pravico do pitne vode. To je pol ustavna norma, je pol lahko tudi vsak ima pravico do svežega zraka, vsak ima pravico do svetlobe. To so približno enake norme. A to sodi res v ustavo? Eni boste rekli, ja, veliko vprašanje pa ja, je tukaj odgovor pravilen ja ali ne. Če je stvar že zaščitena, če je dobrina že zaščitena, če je človekova pravica že zaščitena, zakaj je potem potrebno iz tega delati pač političen cirkus, razen seveda za pridobivanje političnih točk. Kajti potem lahko pridemo naprej, pa lahko še pridemo do vsak državljan, vsaka državljanka ima pravico do zdravorazumske vlade. To bi bila recimo odlična ustavna norma. Potem bi se seveda postavilo vprašanje, kako če potem predsednik vlade na sred mandata po 2 letih reče, da je Slovenija še vedno mafijska država. To je malo nerodno, če bi bil kdo drug na oblasti, bi najbolj vsi vpili, da je s tem naredil Sloveniji škodo. Šaljivci bi verjetno rekli, ne izdaja največjih državnih skrivnosti, realisti bi pa rekli, ja, on že ve, kakšne ljudi je postavil na ključna mesta. Ampak, a take ustavne norme res sodijo v ustavo? O tem bomo mi danes odločali. SDS vsekakor menimo, da so sedaj te dobrine že ustrezno zaščitene, da ni potrebna ta sprememba, da je potrebno samo izvajati določila ustave in ščititi naravna bogatstva in ščititi zdravo življenjsko okolje in biti v tem dosleden. Da ne bo nobenih težav in nobenih problemov. In zaradi tega se bomo pri glasovanju vzdržali.